17. aprila bi morali imeti v Državnem zboru, kakor je bilo seveda najavljeno, uradno objavljeno, poročanje o digitalnem državljanstvu različnih sektorjev iz državne uprave, to se pravi šolstvo, kultura, skratka na vseh področjih, gospodarstvo, in kako poteka digitalno oblikovanje, a ne? Gre za izobraževanje na razpotju. In kakor sem slišal, je, da so v četrtek vsi poslanci zboleli, da je bilo vsem slabo in da je bil Državni zbor praktično prazen. Informacijo imam iz prve roke, namreč ena izmed naših članic je bila v Državnem zboru in je povedala, kako čudno, da je vse prazno. In če ste lahko prebrali, tudi sem jaz seveda zadevo objavil, pa tudi v medijih je bilo, da so poslanci bruhali, vprašanje, če so, da jim je bilo slabo, vprašanje, če jim je bilo, ali pa so to zadevo prestavili, to obravnavo kam drugam, ker je zelo občutljiva tema. Pustimo vprašanje odprto, zadeve bo pokazal čas, mi pa gremo zdaj naprej. Nekako v prvem delu danes smo raziskovali širše skrbi glede naše resničnosti, našega življenja, potencialnega tehnološkega nadzora, in Egidi je tako plastično to prikazal in Blaž je tako nazorno povedal, kaj se z njim dogaja, kako to izgleda. Jaz si ne bi želel nikoli biti v njegovi koži. Glejte, sedaj, ta trenutek, ko bomo pogledali, digitalno državljanstvo več ne pozna ustave, ne pozna zakona. Digitalno državljanstvo pozna samo še algoritem in računalniško odločanje o tebi in o tvojem življenju. To je kot rampa, ki se ti odpre, če daš cekin noter, če ga nimaš, ne moreš mimo. Se pravi, nimaš več svobodne volje. Cekin ti pa dajo, če si priden, ubogljiv in če delaš, kot se ti reče. Brez razmisleka. In eno ključnih področij, kjer se te dinamike morda odvijajo, še posebej najbolj intenzivno zdaj, glejte, je naš izobraževalni sistem, so naše šole, so naši otroci. V šolskem okolju, če ste malo previdni, kako se država bori za vsakega otroka, ki se šola doma. Za vsakega otroka, ki se šola doma, mu delajo prepreke, onemogočajo, kritizirajo, prisiljujejo in tako naprej. Glejte, to je pojem digitalnega državljanstva. Na prvi pogled mogoče se zdi povsem logično in dajmo reči v tej digitalni dobi, da je to mogoče celo nujen koncept, ne? Tako je predstavljeno. Pa kdo bi pod milim nebom napredku napredoval oziroma temu napredku nasprotoval, da mlade pripravimo na življenje v digitalni dobi? Nekako logično, ne? Da jih naučimo varnosti, odgovornosti, kako se uporablja internet, kako se uporablja, veste, spletni bonton, kajti če greste na državno upravo gov.si, v iskalnik vtipkajte digitalno državljanstvo, boste videli, kako lepo pišejo, kako je treba otroke lepo vzgajati, kritično vrednotiti informacije in kako se otroke zaščiti, seveda, pred spletnimi nevarnostmi. Varnost in zaščita. V Svetem pismu piše, ko bodo govorili varnost. In kako so še rekli? Mir in varnost. Takrat vidite, da je konec blizu. Veste, stvari niso kar tako enostavne. Tukaj mi povemo stvari, ki se povezujejo med seboj, pa ne samo logično, ampak tudi dejansko. Ne rabiš biti človek, ki bi prebral Sveto pismo, ne rabiš biti zato ekstra vernik, ne rabiš biti tudi ne samo nevernik. Če si količkaj z odprtimi očmi in hodiš po tem svetu, vidiš, kaj se dogaja. In to so nedvomno, glejte, pomembne veščine, ki jih v Društvu za srečno življenje obravnavamo, s katerimi se informiramo in izobražujemo in smo na to pozorni. Ampak glejte, ob natančnejšem pregledu praks, ki se uvajajo pod tem imenom, recimo digitalno državljanstvo,
To pomeni, da avtomatično zapadeš v ta, recimo, čip telefon, v sledenje in v vse te stvari, ki jih je Egidi in jih bo še danes povedal. Veste, se nam vsem pojavljajo zelo resni razmisleki, kaj ta koncept v resnici pomeni v praksi in kakšne so njegove, pa rečemo temu, manj vidne, manj očitne posledice, pa ne toliko za nas, kot za naše otroke. Ker United Nations je pred enim letom naredil srečanje mladih, kjer je bilo rečeno, stari so odveč, mlade moramo vzgajati. Odkrito so to rekli. Jaz sem celo bral njihove usmeritve. In vsa vzgoja gre v to smer. Obstaja namreč bojazen, gledajte, podkrepljena z opažanji nekaterih pedagogov in seveda tudi staršev, da se pod krinko digitalnega državljanstva v šole ne uvaja samo ta digitalna pismenost, pa etika, pa pozornost, kako bi bil varen in tako naprej, ampak tudi se standardizirajo platformski vodeni učni načrti in predloge za poučevanje. Prejšnji teden sem objavil na platformi Facebook, da je 18 milijonov digitalnih knjižic, po katerih delajo naši profesori in učitelji, in to skrbi, veste kaj, ne Ministrstvo za izobraževanje, pač pa neko privatno podjetje, ki to zadevo digitalno širi po vsem svetu in se vsi učitelji iz vsega sveta na iste knjige in na iste forme obešajo. Se pravi, da gre za uniformirano izobraževanje ali pa uniformirano informiranje otrok. Se pravi, ni več nacionalnega, ni več lokalnega, ni več učenja iz narave, takšne kot je. Pazite, govorimo o uporabi obsežnih digitalnih platform, kot so Google, Workspace for Education, Microsoft 365, Education in tako naprej in različnih učnih aplikacij, ki omogočajo enostavno distribucijo, kopiranje in prilagoditev digitalnih knjig, digitalnih programov, digitalnega učenja. Res je, morda do neke mere, če bi to bilo pravilno uporabljeno, se lahko učenje poenostavi, delo učiteljev, kritiki opozarjajo, pa sicer, da to seveda vodi v zmanjšanju pedagoške svobode. In na koncu tudi omejitev svobode učiteljev in profesorjev. Imamo tukaj danes med nami profesorico, ki bi zagotovo to stvar lahko potrdila. Nedvomno. Učitelj ni več, gledajte, primarno ustvarjalec učnega procesa, kot je bil, prilagojenega morda specifičnim potrebam razreda in posameznih učencev, temveč je bolj izvajalec naročila, je izvajalec tistega, kar pride z vrha. Je moderator vsebin, ki jih ponuja platforma. In smo spet pri algoritmu. Glede, še bolj skrbi vzbujajoče, pa je to, jaz bi kar rekel, opozorilo, da se pri tej naglici uvajanja digitalnih orodij pogosto zanemarja temeljita neodvisna evalvacija ali pa ocenjevanje dolgoročnih vplivov na tak način učenja, študija in celosten razvoj otroka, na njegovo kognitivno delovanje, socialen, čustveni razvoj, na edinstvenost osebnosti posameznika in ne nazadnje na njegove temeljne pravice, kot je pravica do zasebnosti. To pravico, vse vidite, pravico do zasebnosti v zadnjih Pop TV srečanjih, kjer pravnik dr. Pirnat razpravlja, da ta vlada več ne loči, kaj je zasebno in kaj je družbeno, kaj je javno. Naš sosed, sem enkrat že omenil, ki ima sadje z zelenjavo, pride inšpekcija in reče, občina je tukaj lastnik. Občina ni lastnik, občina je samo vzdrževalec javnega, kar mi plačujemo. Ampak obnaša se vsa ta politika slovenska, kot da so lastniki ne samo hotelov, resorjev, svojih prijateljev, kjer lahko zastonj počitnikujejo, ampak vsega, tudi izobraževanja in sploh ni več razlike med zasebnim
tudi v zasebne račune, poglejte, kako vdira državna uprava z administrativno odločbo. Pa kje smo to še videli? Ravno smo se pogovarjali tukaj v društvu, ko prihajajo odločbe. Ja, kje so sodišča? Vse imamo od 22. do 27. člena v ustavi jasno povedano, da mora biti sodna odločba, ne pa upravna odločba. Upravne odločbe se dobijo za pač določena dovoljenja, za določena priznanja, za določene, bom rekel, stvari, za katere stranka v postopku prosi za dovoljenja, ne, gradbeno in tako naprej, ne pa kar odločba, ki ti poseže v zasebni račun, zato so sodišča. In tukaj se zamegljuje vsa stvar načrtno in namerno. In tukaj pride, glejte, v proces pridemo, ko se vsa družba prelevi v digitalno oblikovanje zavesti, ker digitalno nima zasebnega in javnega. Kako? Ja, tako da vsaka aktivnost otroka, če smo že pri šolstvu, v teh digitalnih okoljih, ne, vsak odgovor na kviz, recimo, vsak ogled videoposnetka, vsak napisan stavek, vsaka interakcija s šolci na platformi se obravnava kot podatek. Podatek, ki ga je treba dati v umetno inteligenco. Ti podatki seveda se zbirajo, analizirajo, kot vemo, se shranjujejo v obsežne digitalne profile učencev in postavlja se vprašanje, in to resno vprašanje na koncu, kdo pa ima dostop do teh podatkov. Kako se ti podatki uporabljajo? Ali se uporabljajo res samo za izboljšanje učenja ali morda tudi za profiliranje, napovedovanje uspešnosti otroka ali celo za komercialne namene ponudnikov tehnologije, kjer ti potem na dom staršem pride reklama, kaj tvoj otrok potrebuje. Tako kot mi, ko se kaj pogovarjamo in čez 2 uri imaš pa vso isto reklamo. In bom rekel, strokovnjaki opažajo, da to ni več klasično izobraževanje, temveč je obsežna obdelava podatkov skrita pod pretvezo učenja, pod pretvezo napredka. Bodimo pozorni, kaj nam ponuja ta vlada. Ponudila nam je COVID in veste, kaj se dogaja. Ponudila nam je javno zdravje pod krinko smrti. In kaj nam še vse ponujajo? Glejte, uporaba spletnih orodij za ustvarjanje snemalnih knjig. Na videz gre za odlično idejo, gre za orodje, gre za spodbujanje ustvarjalnosti, gre za filmsko pismenost, ali pa, če temu smemo reči, ustvarjanje digitalnih veščin v sodobnem svetu. Ampak ob tem, dragi moji prijatelji, se moramo vprašati skupaj z otroci, seveda, kakšne metapodatke to orodje zbira, poleg same vsebine, pri ustvarjanju snemalnih knjig. Kje se ti podatki shranjujejo? Kakšni so pogoji uporabne storitve? Ali otroci in starši resnično razumete, v kaj privolite v šoli, ko podpišete list, ki vam ga ravnatelj ali učitelj da? Ta teden sem dobil ničkoliko vprašanj, otroka bomo opisali v šolo. Dali so nam formular, v katerem moramo podpisati, da bodo obvestili zdravstven dom. Zdaj vsaj to povejo, prej še tega niso, zato ker smo skočili v zrak. Ni treba podpisati. Šola ni zdravstveni dom in zdravstveni dom ni šola in to grejo v pristojnosti ministrstev, ki so si totalno diametralna. Ampak gledajte, kaj delajo z našimi podatki, si pošiljajo iz ustanove v ustanovo. Nekdo mi je rekel, da si je zdajle izgradil nekdo nek lokal, je prijavil gradbeno dovoljenje, je dobil elektriko, je dobil to in čez 14 dni oziroma čez 1 teden je že dobil račun od RTV-ja. Pa nima veze z RTV-jem in kako si elektropodjetje dovoli, dragi moji, da brez vprašanja, ko ti prijaviš elektriko, za namen po 38. členu ustave, pošlje tvoje podatke RTV-ju in tebe prijavi za RTV in če ne plačaš, ti rubijo. Pa kam smo prišli? Kje je informacijski pooblaščenec? Ali varuje samo državne podatke? A je to informacijski pooblaščenec, ker varuje zasebnost države pred državljani, ki plačujemo javno?
Dajmo se malo vprašati. Ta skrb glede zbiranja podatkov in profiliranja vodi do še bolj temeljnega vprašanja, ali bi lahko digitalna identiteta, morda povezana z nacionalno shemo ali celo z evropsko digitalno denarnico, ki je zelo nevarna, ker se v enem kotu skrivajo vsi podatki, zdravstveni, pravosodni, prekrškovni, vsi osebni podatki, bančni podatki, da ne razlagam, postala ključna oziroma celo obvezna za dostop do šolskih evidenc, ocen in samega izobraževanja. Nastaja velik problem, družben problem. In dajte si predstavljati recimo scenarij, kjer bi bil vstop v šolski informacijski sistem, oddaja nalog ali pa celo fizični vstop v samo šolo, pogojen z uporabo specifične digitalne identitete ali te denarnice ali platforme. Tako kot je zdaj v Kranju župan dobil nagrado za najboljšo CKR kartico, s katero plačuješ in se lahko voziš z avtobusom, ampak samo s tem ne moreš več z gotovino plačevati. Gre za tipično izključevanje analognega sveta. Izključevanje digitalnega ne pride več v upoštev, pravijo. In Ministrstvo za digitalno transformacijo, kaj dela, nagradi tega človeka točno v času, ko se v Državnem zboru sprejema pravica vpisa gotovine v ustavo. V posmeh nam delajo, v brk se nam smejejo. In veste kaj, če gremo spet nazaj k izobraževanju, to pomeni pravica do izobraževanja, ki je po ustavi v Republiki Sloveniji, to je 57. člen ustave, temeljna in bi morala biti univerzalna in brezpogojna, ne pa pogojena z digitalnim vstopom v šolo ali pa z digitalno denarnico. Vsaj na osnovnošolski ravni. Nenadoma pa postane pogojena s tehnološko zahtevo in privolitvijo v zbiranje podatkov. Kako se počutite? Kaj se zgodi z otroki, katerih starši se pa s tem ne strinjajo ali pa nimajo dostopa do potrebne tehnologije? A bo tako stal zunaj na cesti, pred šolo? Ali ustvarjamo novo obliko digitalne izključenosti? Dajmo malo razmišljati. Glejte, nič nas ne preseneča, da se pojavljajo vse glasnejši ugovori zoper tako hitro, nepremišljeno, nepreverjeno, do 2030 agenda mora biti za vsak način narejena, ne glede na vse, na takšno digitalizacijo najprej šolstva otrok, seveda je tudi nas vključeno, ampak tukaj so naši otroci ključni, ki pogosto poteka, kot smo rekli, brez široke, vključujoče javne razprave, sploh nas nihče ne vpraša. En župan se spomni, zato ker mu v Svetovnem gospodarskem forumu, kot njegovemu mlademu liderju pade na pamet, da bo to naredil, a ne? Ker je Slovenija v bistvu ena dežela, kjer nas eksploatirajo s podatki, kjer smo tukaj eni testni zajci v Republiki Sloveniji, ker so nas naši prodali in tako naprej, da se ne naredi predhodna presoja, test pred uporabo. Ne, mi smo tisti, ki bomo testirani in mi bomo dali rezultate podatkovne sveta. Tako kot je Gidi lepo rekel, to gre v svetovno bazo. In zato dobijo naši politiki velik denar in zato se skrivajo. Mnogi starši so pa tudi združeni v iniciativah. Hvala, sem presrečen, ker sem to opazil, videl. Veste, obstaja omenjena Zveza aktivov svetov staršev Slovenije. In vam čestitam, dragi starši, da ste se vzeli skupaj, tudi z nekaterimi pedagogi, ki zadeve vidijo, in strokovnjaki, ki skupaj pozivate in pozivamo tudi v Društvo za srečno življenje Belis, z vso 5500 člansko bazo, in bomo še naprej opozarjali k spoštovanju ustave in k spoštovanju zaščiti otrokovih pravic. V ospredje, gledajte, bom rekel, ta iniciativa postavlja pravico do kakovostnega analognega izobraževanja, se pravi ven z računalnikom,
ven z digitalizacijo, knjigo na mizo, svinčnik v roke in pisati. Torej, izobraževanje, ki temelji na neposredni človeški interakciji, na branju fizičnih knjig, pisanju z roko, na neposredni igri, brez kompjuterja, brez računalniških igric, in pa sodelovanje kot nasprotje digitalnemu, mora biti to nepogrešljivi del in temelj, ki ga digitalna orodja lahko recimo dopolnjujejo, ne pa da prevzamejo osrednjo vlogo. Ne da nadomeščajo vse, kar je analognega, fizičnega, praktičnega, kar lahko primeš. Ključni poudarek teh kritik je, da bi morala zakonodaja in jasna etična vodila predhoditi uvedbi, bom rekel, tako daljnosežnih tehnoloških sprememb v izobraževanju, ne pa da se dogaja obratno, da se moramo za to boriti. Kje je Ministrstvo za šolstvo? Ja, pri zadnjih vratih s kurikulumom, v roza agatah hodijo okrog v varne sobe. To je sodobna tehnologija in pa prek digitalizacije. Žalostno, dogaja se ravno obratno, kar bi želeli doseči starši z otroci. In starši nehote prikimajo, zato da nimajo problemov prevelikih, pustijo kar šoli naj to dela. Zbudite se, ljudje, prosim. Glejte, obstaja zelo resna skrb, da se najprej uvajajo nove tehnologije in sistemi. Veste, v ozadju so lobiji, v ozadju so pritiski ponudnikov tehnologije, mednarodne smernice, Evropska unija, podplačani politiki, predvsem visokošolski sistemci. In to naknadno, pravno in pedagoško utemeljevati pomeni že konec izgube suverenosti, učenja, pravega pogleda na svet, brez pravega družbenega konsenza in brez poglobljene neodvisne strokovne presoje dolgoročnih učinkov na otroke in posledično na vso družbo. In to je bil, bom rekel, ta moj drugi del, to moje drugo opozorilo, ki je osvetlil specifično skrb na področju izobraževanja, ki je ključno za našo družbo in za naš napredek, za naše otroke.